Pozdravljeni vrtičkarji, danes bomo pogledali, kdaj v spomladanskem času je pravi čas za pripravo vrtnih tal. Analizirali pa bomo tudi to, kako je na tla vplivalo zeleno gnojenje, ki smo ga upravili v poletnem in jesenskem času. Pa kar poglejmo. Tukaj imamo tla, ki so bila v poletnem času pokrita z gozdno listovko. Uporabil sem kar gozdno listovko izpod gabra in ta del vrta je nekako najbolj vlažen, najbolj težaven in tukaj so se tla zelo izboljšala. Naj povem, da je ta gozdna listovka v poletnem času omogočila brez težav setev fižola konec julija, začetek avgusta. Kar se tiče pa obdelave tal, pa vidimo, da so tla tukaj še nekoliko vlažna. Jaz sam to najlažje kar z ruskimi vilami preverim. Rahlo porahljam in tukaj vidim, da se ne drobijo tako lepo, kot bi se mogla. Ne grem na polno globino, ampak čisto malo. Tako da v prvi fazi jih samo malo porahljam, ker so tu težka ilanata tla. Potem v naslednjih dneh jih bo veter prav lepo posušil, tudi v globih plasteh, in potem bom lahko nadaljeval z obdelavo in z lahkoto obdelal tla brez kakšnih večjih naporov. No, ko gledamo ruske vile, naj pokažem, da je z njimi zelo enostavno odstraniti tudi plevele. Tukaj imam regrat, regrat ima dolgo korenino in rahlo zemljo privzdignemo in tako regrat kot kakšen slak, osat in ostale zadeve brez težav odstranimo z gredic, potem pa delamo naprej. Predlagam, da se sprehodimo po vrtnih gredah naprej. V zadju bomo pogledali, kaj se je zgodilo na gredici, ki je bila pokrita slamo. Imamo kar še nekaj gred, kjer je rasla facelija in druge rastline za zeleno gnojenje. Pa se sprehodimo na drugo gredico. No, zdaj se nahajamo na drugi gredi, težka ilovnata tla. Tukaj vidimo, da smo imeli zastirko iz slame. Pod zastirko iz slame so tla izrazito vlažna, tako da lahko pogledamo na hitro, kaj se z njimi dogaja. Če samo na rahlo privzdignemo, vidimo, da je zemlja zelo pacasta, neprimerna za obdelavo in taka tla samo na rahlo naluknam in pustim vetru, da se nekoliko sušijo. In če pogledamo tole sosedno gredo, ki sem jo pripravil včeraj, vidimo, da je že na globini 5-10 cm že lepo suha in za kakšno setev sajenje, predvsem pa za globoko rahljanje z ruskimi vilami bo pripravljena približno čez 2-3 dni. Tako, najboljše, da se sprehodimo naprej, pa pogledamo, kaj se dogaja na gredici s facelijo. No, nahajamo se na gredici, kjer smo v začetku septembra sejali facelijo. Facelija tvori veliko organske mase, katero pa bomo za lažjo obdelavo tla odstranili z gredice. Vidimo, da se zelo lepo odstrani kar z grabljami, ne rabimo kakšnega srpa ali kaj drugega. Potem pa jo damo na kup. Sam se bom čez njo zapeljal samo s kosilnico, jo zdrobil, vrnil na gredo in potem obdelal z ruskimi vilami, globoko rahljal. Na ta način bom tla obogatil z organsko maso in moja težka ilovnata tla bom izboljšal do te mere, da bodo postala bolj rahla. No, še ena zastirka, ki je pomembna, pa je v zadju, to je grško seno. Grško seno je zastirka, ki je iz metulnice. Sejali smo jo ravno tako v septembru, se je zelo dobro razrasla. Odstranili jo bomo z grede, zdrobili, potem pa enako kot facelijo dodali na vrtno gredo. Še eno rastlino za zeleno gnojenje smo uporabili na vrtu in to je bela gorjušica, katera je tvorila ogromno organske mase, visoka stebla s koreninami je zrahljala tla in to bo zagotovo dobra pogruntavščina za naprej. Ja, da ne pozabim, sejali smo tudi ajdo, katera je ravno tako pozebla, katero bomo zdrobili, vrnili na gredico in udelali v tla in na ta način pomagali predvsem zemlje, da bo bolj rahla. V poletnem času bo lažje zadržala večje količine vode, rastline pa bodo v takih tleh z večjo organsko maso zelo dobro uspevale. To priporočam predvsem tam, kjer nimate dovolj komposta, pa predvsem, kjer uporabljate množično briketirana organska gnojila,
taka organska masa je črno zlato za zemljo in zagotovo priporočam, da jo v naslednjem letu posejete, spomladi pa vdelate v tla. Jaz to delam z ruskimi vilami, vi pa lahko naredite, kakor pač želite.